Lep pozdrav, ta video je namenjen vsem, ki želite izbrati sebi najbolj primerno desko. Deske v svoji osnovi delimo na trde in napihljive. Trde deske so veliko bolj specializirane od napihljivih, se pravi namenjene so tekmovanjem, medtem ko so napihljive deske veliko bolj razširjene in bolj primerne za rekreativno in družinsko uporabo. Med napihljivimi supi ločimo touring in allround deske. Najlažje jih prepoznamo, se pravi touring deske po zašiljenem premcu oziroma sprednjem delu, so tudi daljše in ožje. Se pravi, s touring deskami lahko veslamo malenkost bolj športno kot z allround deskami, katere so pa namenjene bolj za družinsko uporabo in za zabavo. Sup najlažje zberemo glede na svojo telesno težo. Načeloma velja, da uporabniki do 80 kg izberejo deske krajše od 3,5 metra, uporabniki težji od 80 kg pa izberejo čim daljše in širše deske. Daljša in širša kot je deska, težja je za manevriranje za lažje uporabnike, ožja in krajša deska pomeni manj stabilnosti za težje uporabnike. Telesno težo uporabnika velja upoštevati tudi pri napihovanju supa, in sicer, ko je sup na vodi, se naj ne bi zvil pod nami. Težji uporabniki napihnejo sup na višjo vrednost, lažji uporabniki po potrebi. V vsakem primeru pa ne smemo prekoračiti priporočenih vrednosti, kateri so priloženi v navodilih. Napihnjene deske ne puščamo na soncu, saj se zrak v deski zavzame večjo površino in desko lahko poškoduje. K vsaki deski je priložena tudi tlačilka z indikatorjem pritiska. Ko napihujemo desko, velja najmanjša vrednost v rumeni coni, se pravi najlažje uporabnike, potem za uporabnike do 80 kg je zelena cona, prekoračiti pa ne smemo, se pravi te rdeče vrednosti. Ima tudi dve stopnji, začnemo z zaprtim ventilom, ko začutimo, da je napihovanje postalo težje, ventil odpremo in bo postalo napihovanje zopet malo lažje. Imamo tudi še en ventil, katerega uporabimo pri izpihovanju deske. V vsaki deski je priložen tudi smernik, kateri nam drži pri veslanju smer. Brez smernika bi se vrteli v krogu. Velja pa tudi opozorilo, da pri plitki vodi pravočasno sestopimo z deske, drugače se smernik poškoduje. Ključni del opreme so tudi vesla. V kompletu je ponavadi priloženo aluminijasto veslo, obstajajo pa tudi različice iz steklenih vlaken in iz karbona. Del pomembne opreme pri supanju je tudi varnostna vrvica, katera predstavlja vez med uporabnikom in desko. Pomembno je na primer pri padcu v vodo, da nam deske ne odnese daleč stran. Še več informacij glede izbire desk si lahko preberete v blogu ali povprašate strokovnjake v Intersportovih poslovalnicah.